Na Rdečem križu Nova Gorica so pričeli s pilotnim programom, ki naslavlja kronične težave prebivalcev nekaterih goriških občin. Zaenkrat je program torej namenjen tistim občinam, ki so podprle. Morda v prihodnosti se obeta še kaj več na tem področju. Bomo videli. V moji družbi pa sedaj terapevtka Andreja Prek, magistrica zdravstvene nege. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Kaj se pravzaprav izvaja pri tej terapiji? Terapija je v bistvu individualno prilagojena, tako da se odločim individualno glede na v bistvu potrebe pacienta, glede na njegove težave, se odločim, katero terapijo bom uporabila. Uporabljam več terapij. Moja glavna v bistvu terapija je dry needling, za katero sem skozi ta leta izkušenj ugotovila, da v bistvu ima najhitrejše učinke. In tudi jo že izvajajo v nekaterih državah, med drugim tudi v sosednji Hrvaški, kjer je del uradne rehabilitacije, drži? Ja, to je res. V bistvu del uradne medicine je tale metoda. Izvajajo tudi že v Sloveniji, ampak ne kot del uradne medicine, ampak upamo, da bomo uspeli urediti tudi ta vidik. Katere težave pa pravzaprav ta terapija odpravlja? Gre pa seveda za celoten spekter, potrebno je opravljati tudi vaje kasneje, kaj ne bo rešila vseh težav ena terapija. Ja, v bistvu katere težave rešuje? Težave, ki so omejene na v bistvu mišično-kostni sistem. Tako da gibalne težave, omejeno gibljivost in bolečino v bistvu okrog sklepov in v mišicah. Tako da to je v bistvu glavna stvar, ki jo lahko rešimo. Kako pogosto oziroma koliko terapij pa je potrebno za odpravo recimo kakšnih kroničnih težav? Karkoli bi rekla, v bistvu bi lahko zavajala, tako da individualno se odločamo za število terapij glede na težavo, ki jo ima pacient. Poskušamo ga pripraviti do te mere, da seveda lahko sam pol začne izvajati vaje. To je v bistvu glavni namen, ker nekje 70% težav lahko odpravimo, 30% mora pa pacient dodati sam z vajami. Se pravi, ga opremite tudi z znanjem, kako nadaljevati naprej, da se težave ne bodo ponavljale? Absolutno, v bistvu iščemo vzrok, zakaj je do neke težave prišlo, in ga naučimo, kako v bistvu bi čim manjkrat potreboval našo terapijo. Morda še po vaši oceni, ali še kje v Sloveniji poteka tak program v tej obliki? Ne, jaz sem prepričana, da v taki obliki program sigurno. Po uporabljeni oziroma po preizkušeni terapiji, kako ste zadovoljni in kakšne bolečine želite s tem programom odpraviti? Ja, zadovoljna sem. Bolečine v petih hočem odpraviti, želim, upam, da bo zaleglo po vseh ostalih terapijah, ki sem jih imela. Je to nekaj novega. Se soočate že več časa s temi težavami? 3 mesece najmanj od poletja. Ovira pa seveda počutje. Ja, normalno hodim, imam že deformirano hojo, hodim po zunanjem robu stopala, ki me notranje boli. Ste poiskali pomoč tudi prek javne zdravstvene mreže oziroma zasebnikov? Ja, bila sem pri zasebniku, bila sem v javni mreži na urgenci in ja, privat, masaže in to. Je pa, bomo rekli, ta program brezplačen. Vemo, da je potrebno kar nekaj časa čakati, preden pridemo do obravnave. Zasebniki so dragi. Je to po vaši oceni tista prednost tega programa na Rdečem križu? Absolutno, to je dobrodošlo, čim več takih. Neli Skočaj, sekretarka Rdečega križa Nova Gorica, tu je zrasla pobuda oziroma zamisel o tem pilotnem projektu. Zakaj in kakšne težave naslavlja? Ja, nekako tako Rdeči križ kot organizacija se trudimo tudi izboljšati kvaliteto življenja ljudi, ki potrebujejo pomoč, tako ali drugačno. In ena od teh vsebin, ki si jo želimo bolj promovirati, je tudi zdrav način življenja. Se pravi, posledično tudi vadba, prehrana in nekako tako je padel noter tudi ta program lajšanja teh bolečin, ki jih ljudje imamo zaradi prisilne drže in raznoraznih drugih težav. Tudi terapije zasebne so drage, v javni zdravstveni mreži pa je žal potrebno kar nekaj časa počakati, da pridemo na vrsto. Ja, to smo predvsem imeli v mislih, ko smo o tem razmišljali, iz tega je potem tudi padla ideja, da bi poskušali nagovoriti občine, če bi morda pristopile k temu financiranju tega pilotnega projekta, tako da mi smo jim res izjemno hvaležni in se jim zahvaljujemo še enkrat, da so ta posluh pokazali, brez tega to izvajanje seveda ne bi bilo možno.
Za začetek smo to odprli za vse, zato ker pač zdaj težko je določiti, kdo je tisti prav tako socialno ogrožen, veliko ljudi si tega, večina ljudi, bom rekla, si tega ne more privoščiti, vsaj ne dovolj redno ali pa dovolj pogosto. Vemo pa, da so čakalne dobe pač že za fizioterapijo dolge, tako da se nam je zdelo, da v bistvu moramo nekaj narediti, da poskušamo ljudem pomagati tudi ta čas in da poskušamo predvsem zmanjšati število ljudi, ki bi to potrebovali, ne. S tem, da v bistvu tule ljudi nekako opolnomočimo za to samopomoč, se pravi, da pristopijo k vadbi, da skrbijo za svoje telo, za svoje zdravje in nekako bomo poskušali to tako holistično zastaviti, tudi širše. Program so podprle 4 goriške občine, želite si seveda nadaljevanje, zaenkrat se program izvaja še do konca leta v tej pilotni obliki, kako naprej? Ja, do porabe sredstev, ki so za to namenjena, nekako računamo, da bo to do konca leta porabljeno. Zdaj za naprej mi bomo pač naredili analizo, koliko ljudi odziv je izjemen zaenkrat, tako da bomo videli, kakšni so rezultati, kako so ljudje zadovoljni, ali si želijo tega, ali je to smiselno, kaj to pomeni. Na koncu bodo pa občine tiste, ki se bodo odločile, kaj želijo za svoje občane, ali so pripravljene to vlagati tudi v njihovo zdravje, dobro počutje in tako naprej. Do takrat pa bo na voljo torej piloten, brezplačen projekt za prebivalce Mirensko-Kostanjeviške, Kanalske, Briške in Novogoriške občine, ki se lahko prijavijo na sedežu Rdečega križa oziroma po telefonu, če bo še kaj prostih mest, kajti odziv je, kot smo slišali, izjemen. Radio